Torej, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti. Prva novinarska konferenca na to temo je bila z 12 zdravniki, tokrat bomo nastopili širše. In prvi se nam pridružil gospod Marjan Sušelj, zastopnik pacientovih pravic, ki pa smo ga zaradi bolniške odsotnosti posneli prek video povezave. Skrbi me pa dejansko, da bodo te omejitve, ki jih tukaj prinaša zakon, če bo seveda sprejet v taki obliki, dejansko na nek način pomenil eno precejšno bolečino za slovensko zdravstvo. In če gledam z vidika pacientov, kar veliko pacientov je bilo prisiljeno iskati storitve v samoplačniških ambulantah. V zadnjih 2 letih je ta del narastel. Tako da so od takšnega načina dela dejansko odvisni pacienti, odvisni so javni zavodi in koncesionarji. Zdaj bomo to enkrat presekali, rigorozno prepovedali, postavili neke čvrste meje med enim delom zdravstva in drugim delom zdravstva. Mislim, da je zelo nevarno, glede na razširjenost tega. Vračam se nazaj k pacientom, za paciente to bi lahko pomenilo, da bomo imeli na določenih segmentih, na določenih specialnostih še daljše čakalne vrste, še bolj me pa skrbi, če bomo imeli na določenih specialnostih praktično, kjer imamo zdaj malo zdravnikov, da bomo še tiste izgubili ali pa da bodo se preselili nekam drugam. Se sprašujem seveda, kaj pravzaprav je bil namen. Veliko ostrih besed je v predlogu zakona usmerjenih tudi na koncesionarje. So del javne zdravstvene mreže, to vemo, nekako piše noter, češ so bile podeljevanje koncesije, stihijsko in tako naprej. Pa ni res, že ves čas, kolikor poznam slovensko zakonodajo in tudi prakso, so na nek način koncesije dopolnjevale javno zdravstveno mrežo javnih zdravstvenih zavodov, tam, kjer javni zdravstveni zavodi niso bili zainteresirani, zmožni ali nekje pač niso pokrili potreb pacientov. Drugo so seveda tisti, ki delajo v samoplačniških ambulantah, ampak tudi tu, kot sem rekel, so pacienti bili pripravljeni iskati tovrstne storitve, ker jih je bilo v javni zdravstveni mreži premalo. Tudi če pogledam nekoliko na daljši rok, se treba zavedati, da bo težko ohraniti vse potrebe pacientov, pokriti vse potrebe pacientov iz javnih virov, kar pomeni, da bomo prisiljeni na nek način postopno tudi razpravo o košarici pravic opraviti v slovenskem okolju. To politika seveda na nek način noče omeniti, ker to seveda ne prenese nekih pozitivnih točk, ampak dejstvo je, da se pač potrebe pacientov hitro širijo, da se starajoča populacija rabi dodatna zdravljenja, zahtevnejša zdravljenja in nobena družba, tudi razvite družbe, pač ne bodo mogle tega zagotavljati vse iz javnih virov. Primarij Irena Vatovec, direktorica zdravstvenega doma Postojna, je trenutno v tujini, se je pa z veseljem odzvala, saj je njihov zdravstveni dom regionalni center za več občin in s takšno ureditvijo grozi velik upad specialističnih dejavnosti. To, da smo regionalni center, je zelo pomembno, ker razen, da pokrivamo za 20,000 ljudi potreb na primarnem zdravstvenem varstvu, pokrivamo za več kot 7 do 10,000 ljudi potreb na področju sekundarnega zdravstvenega varstva. Torej, v zdravstvenem domu deluje 6 specialističnih ambulant, ortopedska, diabetološka, kirurška, internistična, pulmološka, dermatološka in seveda rentgenski oddelek. Na vseh teh področjih imamo pogodbe z različnimi sodelavci, ki niso vedno koncesionarji, ampak zaposleni tudi v drugih bolnicah, katere imajo interes, da z nami sodelujejo, ker potem te naše paciente tudi k njim pošiljamo, kot recimo na področju ortopedije v Valdoltro, Gorico pa tudi Izolo. Vsi z nami sodelujejo po pogodbi, ker so v svojih bolnišnicah polno zaposleni in nihče nima interesa, da bi se redno zaposlil tudi v zdravstvenem domu Postojna.
V primeru, da bomo potrebovali za izvajanje teh dejavnosti imenovanega nosilca oziroma redno zaposlenega nosilca dejavnosti, to pomeni, da lahko vse te dejavnosti prenehamo izvajati, kadar bo prišel zakon v veljavo. Bi to pomenilo, da se morajo voziti najmanj 1 uro daleč, to pomeni v Ljubljano, v Gorico ali v Izolo. Pričemer morate računati, da je zelo veliko starejših ljudi, ki nimajo niti možnosti lastnega prevoza, se pravi, jih morajo prevažati svojci, oziroma zaradi krhkosti teh ljudi tudi javni promet ni najprimernejši. Imam podatek recimo za pulmološko ambulanto, kjer se obravnava bolj kronične bolnike, pa internistično, da k nam gravitira okrog 5 do 7 tisoč teh bolnikov. Vkolikor se omeji našim kolegom, ki želijo delati več, da delajo na več lokacijah oziroma da v bistvu delajo s pacienti več ur, kot bi bila samo njihova obveznost v svoji bazični enoti, je jasno, da bo število pregledov padlo in dostopnost se bo poslabšala tako časovno kot tudi krajevno. Z vsemi imamo ali podjemno pogodbo ali pogodbo z SP-jem, celo pogodbo z DOO-jem. V nobenem primeru nimamo neposredne pogodbe za bolnišnico. Ni zdaj trenutek, da se manjša obseg dela za katerega koli kolega, ne glede na to, v kakšni obliki, ali po pogodbi, ali s koncesionarjem, če le želi delati več, ker tako bistveno doprinaša k našim osnovnim ciljem, se pravi dostopnosti zdravstvenih storitev za vse naše paciente, ki so tako rekoč skupni. Jaz sem v medicini tik pred upokojitvijo, se pravi 39 let in kot direktorica 25 let. Ves čas v bistvu gradimo vse možne dejavnosti v naši hiši in ponujamo vsako leto večjo paleto možnih dejavnosti in dostopnosti, tako da v taki krizi, v takem riziku v bistvu še nismo bili, da bi tako rekoč čez noč zaprli vse naše specialistične dejavnosti. V tem primeru, da bi se pa tako rekoč rušil ta naš zdravstveni dom glede vsebine, je moje razmišljanje, če ni na mestu, da glede na to, da nisem uspela prepričati kakorkoli odločevalce, da je to dobro za naše občane, morda tudi razmislek o odstopu z delovnega mesta direktorice. Zdaj pa pred mikrofon vabim doktorico Jano Gašper-Žura, direktorico zdravstvenega doma. Lepo pozdravljeni. S trditvami dr. Vatovčeve se res zelo strinjam. Tako slabih razmer tudi v mojem dolgoletnem direktorstvu ni bilo. Mogoče bi se dotaknila stvari, ki jih še nismo povedali. Se pravi, recimo podjemno pogodbo bomo lahko sklenili samo za zdravstvene storitve, pri katerih so presežene najdaljše dopustne čakalne dobe. Čakalnih dob na primarnem nivoju, se pravi na področju pediatrije, družinske medicine in pa ginekologije, naj ne bi bilo. Trenutno nam pa pomagajo upokojeni zdravniki, predvsem na pediatriji, zato da sploh lahko oskrbimo vse otroke. Se pravi, če bo veljal zakon, potem tega res ne bomo mogli in bodo prikrajšani res tisti najranljivejši, se pravi otroci. Poleg tega bi mogoče poudarila v tem, da bi bilo bolje razmišljati, da se naredi javni zavod oziroma delo v javnem zavodu privlačno z delovnimi pogoji in pa ustrezno finančnim nagrajevanjem, pa ne samo za zdravnike, temveč prav vse, ki sodelujejo v zdravstveni oskrbi. To je in zdravstveni sodelavci in zdravstveni delavci, se pravi, čisto pri vseh je treba prevetriti in pogoje in pa finančno nagrajevanje. Poleg tega mogoče bi čisto plastično povedala, da mi določenih stvari ne zmoremo oziroma nimamo zaposlenih zdravnikov, ker so v fazi specializacij. Imeli smo že več specializacij, če čisto konkretno povem, na področju oftalmologije,
pa so vsi ostali potem na sekundarnem nivoju in smo mi izviseli, nimamo nobene možnosti, da bi ga držali, pač plačali so njihov odškodnino za njega, seveda ambulanta ostaja nepokrita. In zaradi tega, da ljudje dobijo to zdravstveno storitev, da jim ni treba hoditi na sekundarni nivo, ohranjamo le tako, da te storitve najemamo pri koncesionarjih, ki jih opravljajo za nas v našem kraju oziroma na področju Gorenjske. Poleg tega se bo pri nas spremenilo tako prevoz dializnih bolnikov, za katere ne bi smeli sklepati podjemnih pogodb. Poleg tega smo ugotovili, da sami, kljub temu, da presežemo nenujne reševalne prevoze za 200%, še kljub temu najemamo storitve reševalnih prevozov nenujnih pri koncesionarju, ravno zaradi tega, da ljudje pridejo pravočasno na pregled, da se ustrezno vozijo, da jih ne vozimo po 5 v rešilcu in da dobijo res tisto oskrbo, ki jim je pripada, pa ki je nekako človeška. Mogoče bi se še dotaknila podjemnih pogodb za pokrivanje prireditev, športnih prireditev. Vsi vemo, da to pokrivamo težko v rednem delovnem času, če niti svojega rednega delovnega časa ne moremo pokriti zaradi pomanjkanja kadra. In ne vem, kako se bo izpeljevalo te športne prireditve, teh je pa zelo veliko, na vseh je, tako nekako imamo roko nad njimi in določamo, kaj morajo imeti, in ne vem, kako se bojo te prireditve odvijale, bom rekla, če teh podjemnih pogodb ne bo možno. Jaz bi samo še enkrat povedala, da to je korak, bom rekla, mogoče nazaj, predvsem ni korak v smislu skrajševanja čakalnih dob, temveč je korak proti temu, da bodo ljudje težko dobili storitve, ki jih sedaj, tako kot je gospod Sušelj povedal, nekako poiščejo in so oskrbljeni. Toliko na kratko v primarnem nivoju, na nivoju zdravstvenega doma Kranj. Najlepša hvala. Zdaj pa besedo predajam predsednici Evropadona, gospe Tanji Smanič, ki bo povedala, kako bi lahko zakon vplival na bolnice z rakom dojk. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kot predstavniki bolnikov smo že ves čas vključeni v različne postopke in tudi v priprave te zakonodaje. Tudi večkrat v tem času smo izrazili zaskrbljenost. Tokrat pa se oglašam predvsem v imenu bolnic oziroma žensk z izkušnjo z rakom dojk, kjer v bistvu že vrsto let smo, lahko rečemo, v samem vrhu, zelo dobro sodelujemo z vsemi strokovnjaki in odločevalci na tem področju v Sloveniji, in tudi, ko se je pojavil predlog nove zakonodaje, smo stopili v stik tudi z zdravniki v Sloveniji. Predvsem nas tu skrbi, kako bo to v prihodnosti. Zavedamo se, da se v resnici, če lahko temu rečemo, dostopnost na papirju ne bo spremenila. Skrbi nas, kako bo to potekalo v realnem svetu. Če samo na praktičnem primeru na hitro povem, kako to poteka. Gospa zboli za rakom dojk, seveda je potrebna tudi operacija in rekonstrukcija ali delna ali celotne dojke. Trenutno to poteka v kombinaciji, v timu sodelovanju onkoloških kirurgov in kirurgov iz plastične kirurgije, kar pa se bojimo, da v prihodnje ne bo več možno. Kaj to pomeni? Ravno tako, kot je moja predhodnica povedala, to pomeni, da bomo imeli dvojne operacije, daljše čakalne dobe, da ne bodo mogli postopkov izvesti tako, kot je trenutno, in da bodo tudi daljši bolniški staleži. Predvsem tukaj mi kot predstavniki bolnikov vidimo obremenitev bolnic in nerazbremenitev, kot je zdaj. Če pa pogledamo širše, kot del zdravstvenega sistema, katerega del smo vsi, pa pomeni to dodatna finančna bremena in nerazbremenitve. Ne samo v čakalnih dobah, tudi v oskrbi. Zakaj je to tako pomembno?
Skupaj s strokovnjaki ocenjujemo, da je to velik korak nazaj, tako za stroko kot za obravnavo raka dojk, in ker se radi primerjamo z drugimi državami, če smo zdaj nekje v vrhu, nas bo to porinilo krepko nazaj. Ne bomo več v takem vrhu. Kot je moj predhodnik povedal, gospod Marjan Sušelj, se bolniki poslužujemo tudi dostopa do zdravstvenih storitev pri zasebnikih. Vedeti pa moramo, da posegi oziroma operacije, take kot so pri onkoloških bolnikih, običajno niso dostopne niti samoplačniško in jih zasebniki ne izvajajo, ker so preveč kompleksne, ker je preveč zapletov, ker je to večji tim, ki obravnava posameznega bolnika, in dejansko bomo na papirju imeli dostop do tega, v realnosti oziroma v življenju pa ne. Radi bi samo še poudarili, da o pacientih vedno govorimo na zadnjem mestu, kljub temu, da poslušamo, kako je pacient v središču obravnave, žal temu ni tako. Tudi ta zakon, predlog tega zakona, na nek način to potrjuje. Tudi ni bil ravno usklajen s predstavniki bolnikov, so bila upoštevana naši predlogi. Zavedamo se, da področje je treba urediti, da tako kot je, mogoče ni vzdržno, vendar s takimi ukrepi menimo, da se bo sistem prej sesul kot na novo postavil. Zato apeliramo tudi na vse, da se ponovno vsi deležniki na tem področju usedemo skupaj oziroma da se predloge tako stroke kot tudi pravnih svetovalcev upošteva in da se to področje uredi, ne na škodo bolnikov, ne na škodo zdravstvenih delavcev, ki to izvajajo, ampak da bo ta sistem vzdržen in dostopen še naprej za vse državljane. Hvala. Najlepša hvala. Z nami sta tudi radiološki inženir Tine Kolc in diplomiran zdravstvenik David Vrhovec. Govorila bosta o svojem imenu in ne imenu ustanove, ki ste jo. Lep pozdrav vsem skupaj v imenu medicinskih sester in vseh zaposlenih v zdravstveni negi. Naše mnenje je, da je zdaj veliko pomanjkanje sester in ostalega zdravstvenega osebja, da je potrebno urediti, stimulirati ljudi, da jih zadržimo, da zadržimo tiste, ki so dobri. Nimamo več varovalk, kako zadrževati te ljudi. Na trgu imajo možnost dela tudi v drugih ustanovah in predvsem si želimo, da to ostane pri nas, da imamo več zaposlenih, težave imamo na oddelkih z zaposlenimi, z medicinskimi sestrami, se srečujemo dnevno, z razpisovanjem urnikov so težave, tako da si močno želimo, da se zadeva uredi in spremeni, da tukaj ne bo trpelo pač prebivalstvo, se pravi bolniki, in pa tudi, da bo delo za nas medicinske sestre in druge zaposlene v zdravstvu predvsem lažje. Tako je, se strinjam s kolegom. Gre se za to tudi, da zdaj zaposlen pri nas radiološki inženir in sestre enako pomaga pri izboljševanju svojega prihodka s dodatnim delom. In če bojo sedaj privatniki ponudili dosti boljše pogoje, pa če se bojimo, da bo prevelik odhod, kar pa pomeni na drugi strani za slabše delovne pogoje, slabše plačilo in več dela ostane za nas tiste, ki ostanemo v sistemu. Kar pa se bojim, da ne bo preveč teh, ki bojo ostali. Najlepša hvala. Zdaj pa, če imate kakšno vprašanja, tudi pravna, je z nami tudi Peter Renček, vodja pravne službe, če želite kaj vprašati. Sicer pa tudi ostali sogovorniki na voljo za vprašanje. Jaz bi bila to vprašanje, sicer imam druga tema, ampak če imam mogoče to podatek, kako je s kirurgi, plastičnimi kirurgi so mogoče v pomanjkanju. Namreč naj bi bilo tako, da se v Sloveniji ne bi recimo dalo več spremeniti spola, ampak je potrebno iti v tujino. Jaz sem lahko povem za področje raka dojk. Jaz sem lahko odgovorim za področje raka dojk, kjer so trenutno kirurgi iz področja plastične kirurgije, ki to izvajajo v javnih inštitucijah, in predvsem naša bojazen je to, da bodo ti kirurgi odšli, ker vemo, da trenutno delujejo na
vsaj na 2 ali pa 3 različnih lokacijah, tudi po različnih bolnišnicah in da bodo, tako kot sta predhodnika ravno povedala, šli tja, kjer bodo pogoji za delo boljši. Zato tudi, če bomo imeli možnost dodatnih rekonstrukcij, bodo te odložene, bodo te kasnejše. Kot sem že prej omenila, to sta 2 operaciji, 2 bolniška staleža, 2-krat bolnišnica in to bistveno podraža vse stroške. Tudi, če bomo ostala ta dostopnost, žal na drugi del vprašanja pa vam ne znam odgovoriti. Mogoče samo še tujino, da omenite, da se je veliko govorila, da je alternativa celo, da bi se take operacije delale v tujini. Kaj bi to pomenilo za bolnice? Ja, že zdaj poznamo kar nekaj primerov, ko se bolnice odločijo za operacije v tujini, vendar tukaj smo zelo vsi zadržani, ker zaplete in vse, kar se potem dogaja, rešuje naš zdravstveni sistem in to je ponovno dodatna obremenitev, da bi pa po onkološkem zdravljenju naložili breme še potovanja v tujino, je pa kar mogoče nesprejemljivo, da take bolnike še dodatno sprehajamo in v bistvu tam, tudi v tujini, ni vedno vse pokrito strani zdravstvene zavarovalnice, to so še dodatni stroški za same bolnike in njihove družine. Mogoče za gospod Žuro ali pa za pravno službo. Omenili ste že, da bi bila lahko težava z športnimi prireditvami. Na Gorenjskem je kar nekaj tega in zimskih in tako naprej. Kako konkretno, kaj bi to pomenilo, pa mogoče tudi za delovanje bolnika? Če bo zakon tako uveljavljen, kot je napisan, potem odpadejo seveda večina podjemnih pogodb ali vse podjemne pogodbe. Ne znam si predstavljati, da bo kdo bo pokrival Planico, kdo bo pokrival, ker to pokrivajo nekako, bom rekla, iz javnih služb po kakšnih pogodbah, ki jih sklenejo skupaj s svojo delovno organizacijo. Zdaj jaz v svojem imenu povem lahko, da kar veliko športnih prireditev pokrivam zastonj, se pravi zaradi tega, ker sem športnica, ker sem po srcu z njimi, se pravi nismo vedno vsi zaslužkarji, samo vsega pa res ne morem, ker potem mi ne ostane popolnoma nič prostega časa, ker bi vsi želeli zastonj. Brnik je problem v toliko, ker je v večjem delu ga pokrivamo iz naših zaposlenih, verjetno tudi oni ne bi tega želeli pokrivati v rednem delovnem času. Problem so pa tisti, ki prihajajo od drugod, se pravi iz kliničnega centra ali pa iz kakšnega drugega zdravstvenega doma, medtem ko gorska reševalna helikopterska enota so pa izjeme. Kratkoročne rešitve ni, ker če želimo ljudi kvalitetno in pa dobro oskrbeti, potem potrebujemo standard in normativ, ki je uveljavljen in se ga mladi zdravniki držijo in se z njimi zelo strinjam. Moram pa poudariti, da jaz na ta problem opozarjam že od leta 2010, se pravi, če se spomnite, smo bili v zdravstvenem domu Kranj, ki smo res bom rekla, na tak način, ki mogoče ni bil primeren, ampak je bil izhod v sili, da smo poudarili na pomanjkanje zdravnikov, tako da mi kot zdravstveni dom Kranj se izredno trudimo in imamo veliko mladih zdravnikov, seveda pa ne dovolj, če pogledate po zasedbi specializacij iz družinske medicine. Mi bi morali narediti družinsko medicino res privlačno, pa moram reči, da se majčkeno trend obrača. Se pravi, mi imamo 17 specializantov, se pravi, je to kar lepo število na 50 zdravnikov, plus pokrivamo še urgentno medicino in tudi na urgentni medicini imamo kar nekaj specializantov, tako da kakšnega recepta ni,
Sej pravim, morali bi začeti že v začetku prvega letnika, mi se trudimo priti v prvi letnik, nekako uvesti ali pa narediti predavanje, kako je primar res privlačen, in če bi bilo dovolj zdravnikov na primarnem nivoju in če bi se obdržal ta standard in normativ, oziroma bi moral biti še celo manjši, potem se upam trditi, da bi bilo tudi obiska na sekundarnem nivoju veliko manjše, veliko boljša oskrba bi bila na primarnem nivoju. Mogoče bi tukaj še poudarila problem domov upokojencev. Vsi vemo, da je oskrba v domu upokojencev postala nekako negovalna bolnica, storitve so pa ostale še stare, se pravi iz leta 90 in se niso prevetrile, medtem ko oskrba je pa veliko kompleksnejša, normativi in pa to so pa ostali nekako enaki. Tako da tudi tle bi poudarila, da bi bile potrebne spremembe. Recepta pa ni kratkoročnega, ne, specializacija traja 6 let, več let, poleg tega so vse to mlade zdravnice, večinoma ženske, vse odidejo na porodniške dopuste, vsaj 2, pa potem, ko se zaposlijo še na kakšno, tako da ni recepta. No, predlog tega zakona je temeljito proučila tudi skupščina zdravniške zbornice in ocenila, da takšen predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Ministrstvo za zdravje pa je pozvala k prevzemu odgovornosti za vse škodljive posledice, kolikor bo zakon v takšni obliki sprejet. Predlog zakona smo včeraj predstavili tudi članom zbornice na posebnem Zoomu, udeležilo se ga je prek 1000 članov in nihče izmed njih temu zakonu ni podal podpore. Hvala.